gospoda Romana Moškotelca, Hac, in gospoda Klemena Žibreta iz Teklane Rogaša. Hvala lepa, gospodje, ki ste z nami. Govorili bomo približno pol ure. Če imate kakšno vprašanje, spoštovani danes in gospodje, se lahko brez težav odzovete, poveste svoje mnenje in zastavite gospodinu vprašanje. Začel bi z gospodom Jagro. Ne vem, ali ste imeli, gospod Jagro, ste imeli priložnost danes hitro pogledati prilogo o Kozjanskem, o vaši regiji, v časopisu to, in če odprem tole, je nekaj zelo za mene, ki nisem iz tukajšnjih krajev, je pravzaprav zelo zanimivo ugotovitev, da je vaše podjetje, Jadranska dolina proizvodne in storitve, po prihodnih prvo v občini, oziroma prvo v regiji, obsoteli Kozjansko. A je to presenečenje, ali to samo zadnje presenečenje? Pa številke že kažejo. Tako da, žal, nismo gledali tega časopisa, oziroma nisem pozoren, pač ga nisem povedal na te strani. Če je tako zapisano, potem že drži. Če so pisano, ne drži, ne? Pa financa, kar je zapisano, mislim, da drži. Hvala lepa. Kot trgovec, tu imamo pravzaprav kar dva trgovca, bi vas rekel, kot trgovec odlično občutite utrip, gospodarski utrip vaše kraje, vaše regije. Kako kot trgovec sklepate, ali kakšno je gospodarsko stanje v regiji? To lahko vsak dan spremljate. Spremljamo in tu, to gospod, ko je prej govorila, se z večino stvari strinjam, samo s tem ne, ko je rekla, denarja ni. Denar je, denar se vrača, je pa vsak, ko pa nameni denar za neko stvar, bolj razmisli, mislim, bolj s preudarkom, kupuje, vlaga in tudi v turizmu, mislim, da zahteva za svoj denar maksimalno, kar pač pričakuje. In tako je isto v trgovini. Tako da denar se pa povrača. Ko se pogovarjali z nekaterimi drugih predstavniki vaše gospodarske veje, trgovci, vi marsikateri od njih nekoliko potarni. Predvsem gre tu za največjega slovenskega trgovca. Da težave so. Vi pravite, da teh težav ni. Hvala Bogu, pri našem podjetju jih ni. Tako da, ko sem prej rekel, denar se vrača, ampak potrošnik je vedno bolj zahteven. Za svoj denar želi dobiti najmanj tisto, kar ima namen, sigurno pa, da ne želi plačati nekaj, kar se mi zdi, da pač nima svoje cene. Kako vi občutite prihod oziroma krepitev nekaterih trgovcev, ki jih seveda v Sloveniji sprejemamo na vašem območju? Govorim predvsem o diskonterjih. Sigurno, ti diskonti, ko so prešli, so pobrali določene del prihodkov prebivalstva, za ta denar tudi pač potrošnik kupi svoje namene artikl. V našem podjetju se prilagajamo, spremljamo konkurenco in se trudimo, da bi bili podobni, oziroma da bi naš potrošnik, ki smo naredili analizo, obiskuje najmanj 3, 4, 5 trgovin,
In tako, da nimamo pač tega, se reče, ne more biti zaplačan, da bi imel občutek, da mora nekaj kupiti, če nima nekaj prave kvalitete ali pa sprejemljive cene. Hvala lepa, gospod Jager. Gospod Roman Moškotelc iz Zrnjace. Gospod Moškotelc, pravilno navršujem vaše ime. Pravilno. Hvala lepa. Verjetno vam bo Ahac najbolj delo preglavice. Ker Štajerci rečemo Ahac, vi tam nostran Ahac, ampak oboje je prav. Ne se malo. Dobro. Vi ste ravno tako trgovec, sam delujete na nekoliko drugačnem trgu kot gospod Jager. Vi ste recimo trgovec, če rečem tako malo bolj funkčno, na medorganizacijskem trgu. Kako pa vi občutite, da te trgo razmere na vašem območju? Ja, poglejte, kar se nas tiče, bi težko rekel, da smo tudi vpeti v to regijo in pa da občutimo dobesedno te države, ki so tukaj, ali pa prednosti, ki so tukaj, ker delujemo vse slovensko. Naši kupci so v bistvu vsi trgovci po Sloveniji, delno tudi malenkost v tujini, in ravno tako dobavitelji prihajajo vse Slovenije, oziroma precej od zunaj. Ali ti sodelujete z gospodom Jagerom? Seveda, s gospodom Jagerom se delujeva pa že 20 let, bo lahko rekla, da bova skupaj prostorila zdaj. Tako da se veselim vseh njegovih prihodkov in vesel sem njihovih številk, ker njihove številke se odražajo tudi v našem poslovanju in jih postavljajo na vzgode. A je tako dober odpravljen in še boljši? Še boljši. Neizprosen, trd, ampak pošten in korekten, kar je velik kompliment sigurno in pa danes zlata vredno v časih, ko je predsejšna plačilna nedisciplina. To, kar pa nas kot grosista malce daje. Kje pa čutite največji težave na področju plačilne nediscipline? Ja, če pogledamo, naše poslovanje je v bistvu razdeljeno na dva segmenta. Se pravi, eno je poslovanje z trgovci, trgovskimi verigami, drug segment pa so gostinci. In ti pa zadnje čase za to krizo precej šepajo. To je tudi plačilna nedisciplina na zelo visokem nivoju, ki bi lahko se tak izrazil. Drugo pa je, da gre pri gostincih za preveliko lahkomiselnosti velikokrat in potem posledično zelo hitro zadredejo težave in pa posledice seveda so neplačilne. Kako bi ti ocenili, v financah tukaj natančno analiziramo danes, kakšne so razmere podjetij in pravzaprav niso, analiza pokaže, da niso tako zelo slabe. Nasprotno, regija se kar dobro upira krizi. Ponekod je slabše. Sicer so problemi z gospodarnostjo, potem so problemi še kje, ni vse rožnato, ampak ni za vid roke. Ali občutite, da je pri gostincih z vašega območja ali gostincih z drugih območij kaj drugače? Poglejte, zanimivo je tu pogledati, ker ves čas je malo prot turizma. Spravi tisti gostinci, ki so nekako vpeti v turizem, spravi Terme Podčetrtek, oziroma Terme Olimja ali pa Terme Rogaška, zelo dobro poslujejo, ker imajo konstantni pritok gostov in njihovo gostinstvo, bi rekel, deluje brez večjih pretresov pa problemov. Ravno tako tista okolica okrog tega termalnega turizma koristi to boniteto, se pravi to priložnost, da jim terme pripeljajo turiste in z njimi nekak ni težav. Ko pa zaidemo malo dlje, malo v stran, kjer zahajajo samo domačini, tam bi pa lahko rekel, da je enostavno padla kupna moč, potrošnik se je malo prestrašil, mogoče malo zakrknil, več denarja, bom rekel, skrbno obrne in ga nameni mogoče za tiste osnovne življenjske potrebščine, za prehrano in tak naprej. Kakšno kavico še, liter vina je pa že včasih problem. Ali to pomeni, da denar, ki je šel nekoč v gostilno, gre zdaj, da sem gospodu Jakovu? Ja, dobro ste rekli gospodu Jakovu, ampak malo heca, ampak to drži. Glede, mi smo v bistvu trgovec, ki prodaja še vedno glavnina naših proizvodov, ki prodajamo so pijače. In če samo pogledamo segment, kako pada v gostinstvo in kako se
segment prodaje pijač povečuje v trgovini, zadnjih 5 let je to sigurno dokaz, da se potrošnik iz gostilne seli v trgovino, posebej pa to izrazito med mladimi. Oni so brezkompromisni, ne grejo v gostilno, grejo v trgovino, kupijo liter žgane pijače, če tako rečem, liter Coca-Cola, pa tam doma iz miksa, pa naredijo, bi rekel, kava party. Pri nas gostilno, ne? Gostilno na črno. Tako, tudi tako. Ja, tako. Nažalost. Gospod Jader, kako to komentirate? Vi ste prerekli, da denar je, torej zdaj tisti, ki je nekoč stil v gostilni, kupi pri vas in s tem pripračuje. Lepo se čuje, kako bi samo veljagil, ampak žal malo odprte vrate na večjih področjih. Tako da, en del pa sigurno pri nam. Tako da, pač, mi se trudimo, koliko je mogoče, postreč potrošnikov po tisti ceni, ko je pač mogoče. Hvala lepa. Gospod Klemen Škrt, vi ste direktor kadrovske službe v steklarni. Vaši steklarni se bil približno 2 tednova, če se ne motim. Mi je gospod Šešnja pokazal vso proizvodnjo, mi je veliko zgodb povedal. Vsej, mislim, da tukajšnje občinstvo vse te zgodbe o valovanjih v steklarni zelo dobro pozna. In o tem in verjetno nima smisla te veliko govoriti, lahko pa se tudi o tem pogovarjam. Kaj da želim vprašati je naslednje? Gospa Pečič je lepo govorila o turizmu in o strpih turizmu. V Radovnici na njenem območju so 4, tu je omenila 2 strpa. Kakšen občutek imate, kako je povezava med steklarno in tukajšnjim turističnim gospodarstvom, ki je za nekoga morda več razdobljeno, mogoče za nekoga drugačno, ali ta zgodba živi in ali bi jo se dalo še več s tem narediti? Najprej lep pozdrav. V bistvu zelo bom rekel kratek komentar nekako na vaš odgovor. Še vzamite mikrofon. Se slišimo? Ok. Očitno to zadeve delujejo. Lep pozdrav. Zelo bom rekel kratek komentar in odgovor na vaše vprašanje. Definitivno Rogaška, kot je prej predhodnica zelo dobro omenila, sigurno predstavlja eno izmed stebrov okolja, pa ne samo v Rogaški, tudi širše v tej regiji. Moje osebno mnenje in mnenje tudi naših sodelavcev, predvsem v marketingu in v prodaji, je to, da v zadnjih letih se to stanje zelo izboljšuje. Eno izmed teh dobrih pokazateljev je tudi ta, da naprimer vi ste bili najbrž deležni osebnega ogleda steklarne v spremstvu predsednika uprave, mi organiziramo tudi turistične oglede steklarne, kjer vabimo predvsem lokalne turiste in mogoče še en zanimiv podatek, ki bo to zelo podkrepil. Steklarna Rogaška 97% svoje prodaje ustvari izven Slovenije. Se pravi, smo izrazito izvozno usmerjeni. Od teh 3%, ki jo ustvarimo v Sloveniji, jo največji delež ustvarimo v naših 3 trgovinah v Rogaški Slatini. In to predvsem za prodajo italijanskim in ruskim turistom. Torej, to je bil tudi eden izmed osnovnih razlogov, zakaj je steklarstvo tu sploh nastalo v novih letih. Se pravi, ta neka vpetost je. Sigurno se pa strinjam, da neka vpetost je lahko vedno še boljša. Naprimer, če gledamo, sam sem zadnje čase bistveno na to pozoren, to, kar sta omenila moja predhodnika, za nas je kultura, kjer človek kupi steklenice vina in ga postreže doma, bistveno ugodnejša. Naprimer, arabski svet je tak, v katerega steklarna zadnje čase predvsem probira, ker ga bo najvredneje serviral v kristalni kozarci. Tako da mi pozdravljamo, če se smem navezati na to tistega, kupi vino in ga doma postreže. Ker v gostinstvu boste absolutno videli zelo malo naših artiklov, oziroma videli boste predvsem pri gostincih višjega cenovnega ranga. Kot gospodarstvenik in opazovalcev gospodarstva, ki takoj pomislim na naslednje. Steklarna proda večino svojih izdelkov na tujih trgih. In to na zelo renomiranih trgih, Steklarna Rogaška. Ali se vi čutite tudi kot steklarna glasnik tukajšnjega turizma, ali je to povezano, ali si drugega podpirate in če se, ali se lahko bolje? Moje osebno mnenje je, da vedno je lahko nobena stvar ni tako dobro, da ne bi mogli boljše enako tudi v tem primeru. Zagotovo in bom rekel za neko pač dosti veliko sigurnost je lahko trdim, da neka povezava na ta način že obstaja. Bi se
gospodarstva, ni to samo v Sloveniji, tudi v svetu, nek glavni ključni generator naše gospodarske rasti svetovne, predvsem industrije. Kakorkoli gledamo, nemški primer, katerekoli drugega. In absolutno sem pripričan, da vsaka regija potrebuje močnega industrijskega igralca. Ker močni industrijski igralec je tisti, ki nenazadnje ustvarja in maso zaposlitev in maso prihodkov, in to je v bistvu vse segment, ki koristi tudi celotnem lokalnem okolju. Kar pa zadeva predvsem tuje goste, ki pa so v Rogaški zelo značilni oziroma so tudi v nekem največjem odstotku, po mojem mnenju bi rekel je stvar, da sigurno lahko tudi v tem segmentu še boljša in se ga ni prepoznamo še naprej na tem zgodbu, se pravi na povezovanju. Jaz bi k dvema stebroma, ki ste bila omenjena, dodal še tretjega in to je voda. No, vse to razumemo. Ja, se strinjam. Pa recimo vi, ko prodajate, imate partnerske trgovine, v katerih državah, povejmo nekaj? Čist, da zažemo najprej v ZDA, kjer v bistvu smo že prisotni, praktično naše izdelke v leta 1930. Kako to rekla? ZDA? ZDA, tako gre za zelo dolgo tradicijo, Španija, Grčija, Italija in vedno več tudi Bližnji vzhod. Ali je Steklarna tudi nekakšna ambasada tukajšnjega kraja in turizma? Zagotovo. In, dobro, a kje prodaje, dobro, tako vpraša, a kje prodate turističnih aranžmajev v svojih izpostavah? Odgovor bo preprost ne. Ali se to da izboljšati? Sigurno. Ali se to lahko, ali je po vašem mnenju, ali bi imeli na drugi strani sogovornika, ko govorimo o turizmu? Če bi ga imeli, ali bi ga želeli biti? Sprašujem vas, ali ga imate, ker domnevam, da bi ga želeli imeti? To zagotovo. Zdaj vas sprašujem tudi kot lokalnega prebivalca. Ocenjujem, da ga nimamo, ne? In to je potem vprašanje za vas, gospoda tu. Ali ocenjujete, da je ta, glejte, jaz ne želim govoriti slabo, ali pa kaj to, ne? Ali se da tudi kaj izboljšati po vašem mnenju? Vas sprašujem to močne ljudi. Gospod Jager, izvolite. Če se da izboljšati? Ne, ali ocenjujete, da je tukajšnje turistično gospodarstvo preveč razgledeno? Na primeru prejšnjem smo videli, kak se da povezati, kak je povezano na Dolice. In zdaj, jaz mislim, da se tu lokalna skupnost na nek način prizadeva, da pa še se da dosti narediti in sigurno, da bodoče se na primerih dobre prakse treba učiti in tu so velike možnosti. Dobro. Gospod Moškotelc, podjetje Ahac. Glejte, to se vsekakor pogreša v tem okolju. Mi se moramo nekaj zavedati, da z razpadom turizma Rogaška kot takšna, ki je bilo v času socializma, pa je bila to izjemno močna blagovna znamka, je tudi ta funkcija bila v polni moči in je na ta način v bistvu privabila goste. Potem se je to razkropilo in v bistvu je prišlo do konkurence in se bi spet rekel po domače faušije. No, zdaj se ta zgodba popravlja, mislim, da so tu zelo zaslužili, predvsem lokalni župani in okoliški župani, ki se zdaj trudijo na ta način vzpostaviti. In zasnove so, je pa tudi potrebno ogromno truda, pa seveda malo sreče. Hvala lepa. To je tudi nekakšen uvod v naslednje dogajanje, se bo naslednje. O tem se bomo več pogovarjali še kasneje. Gospod Žibret, ali lahko poveste kaj o politiki zaposlovanja, kako vidite vašo Steklarno, ki se tudi ne nazadnje iz kadrovskega področja, kot zaposlovalca po zelo pomembnega, če ne najpomembnejšega zaposlovalca regije. Tako je, kot je v bistvu tudi razvidno iz podatkov, ki se v objavljenih financah Steklarna Rogaška v zadnjih nekako 4-5 letih konstantno vzdržuje približno 900 zaposlenih, torej smo absolutno potem največji akter. Zavedamo se preprosto ene zadeve. Pomemben je razvoj v podjetju. Definitivno Rogaško pestijo določene težave, ki so predvsem povezane z našim kadrom v prihodnosti, kajti Steklarska lokalna šola praktično ne generira več novih kadrov, iz tega naslova tudi sami precej vlagamo v to. Nam je v cilju predvsem ustvariti dobre in ugodne pogoje za
delo, za same zaposlitve, zavedamo se, da pri temu je nujen razvoj. Kajti le razvoj ustvarja nova delovna mesta, predvsem dobro ali pa bolje plačana delovna mesta. Ne na zadnjih letih tudi v podjetju uvajamo predvsej avtomatizacije, se pravi tiste proizvodne procese, kjer je možno avtomatizirati, jih avtomatiziramo in na ta način tudi uvajamo večjo humanizacijo dela. Ne na zadnje pa je Steklarna Rogaška na nek način tudi edini, pravi zaposlovalec ljudi onkraj meje, se pravi Hrvaškega Zagorja, ki je blizu in seveda prihaja tudi precej naših zaposlenih. Ali boste po vaših načrtih v prihodnje več zaposlovali, ali ta avtomatizacija pomeni manj zaposlitev, vlaganje v razvoj, seveda tudi več zaposlitev? To ne pomeni manj zaposlitev, to pomeni povečevanje. Rogaška je zdaj nekje na sredini svojega investicijskega ciklusa, se pravi naša steklarska pečica nekje na sredini svoje življenjske dobe, od ene do druge obnovitve. To pomeni, da dejansko načrtujemo predvsem širitev v nekatere druge še segmente, zagotovo pa ne krčenja zaposlenih, oziroma števila zaposlenih. Razmere v Rogaški, v vaši steklarni so zdaj razmeroma urejene. Drži. Bo tako tudi v prihodnje, upamo da. Mi se vsekako to želimo. Spoštovane damice in gospodje, čas je, da kaj vprašate, poveste, ali je kaj vprašati, vam bomo prinesli mikrofon. Gospa, kar sem jaz slika, pa možete nekaj vprašati. Prav, hvala lepa. In zdaj bi še zadnje vprašanje za zaključek. Gospod Jager, in za vse gospode, za vse gospod Veljajsko vprašanje. Povejte mi, kako vidite vaš kraj čez 10 let. Jaz upam, da pač bo šel s to razprav malo začrtano nekje od 5-10% letno. Dobili smo prostora je še v Sloveniji kar dosti, zdaj tudi letos investiramo, tudi za drugo leto že imamo vlage, tako da v Sloveniji je še kar prostora. Če bomo pa šli, tudi so bili že neke ideje preko meje Slovenije, bomo povedali. Tako da, odvisno od situacije. Zdaj, ko bo Evropa, bo se to odprlo in bo še več možnosti sedeče Hrvaška, pa bodo naprej. Tako da, do zdaj smo imeli neke ideje, ampak mi smo šli preko meja, ker imamo to zadost dela, smo žensko podjetje, in tu so vsi maksimalno, moje mlade družine, sinovi, maksimalno zaposlene, tako da pač jaz upam in tudi temelji, mislim, da so zdravi, da bo naša firma lahko tudi šla dolgoročno v tej poti naprej. Pa če za trenutek pustimo vašo firmo, če pogledamo območje, kako ga vidite, kaj bo z njim čez 10 let? Pa, sigurno, da če smo se tu odredili bolj na Štajerskem, da so to do cele Slovenije, če pridemo, je še kar dosti prostora, ampak moram to zarediti. Hvala lepa, gospod Boškotec, kako vidite vi vaše območje, v katerem delate, živite? Jaz vidim to naše območje polno turistov, s polnimi denarnicami, ki bodo imeli bazo v termah, in vsi bojo tu par stekali. Krožiti bojo pa tukaj po širši in ožji okolici in besedo zapravljati celinčke. To mora biti naš cilj in naša največja želja. Je dovolj, ampak to čisto resno, ali je dovolj priložnosti za zapravljati celinčke? Ne. Preveč osko, če pogledamo Terme Molinja, imajo svojo okolico z vasico od zadnji, kjer se to veselo kroži, lahko bi pa še širša ta okolica to zajela. In dobra je pa tam zasnova, ki jo mora recimo tudi Rogaška nadgraditi, pa seveda z neko konkurenčno ponudbo, mislim konkurenčno v smislu pestrosti, zopet zadovolji gosti in seveda na ta način izveči dodatne cekinčke, ki so sigurno pripravljeni do spravo. No, povedal se pa za zaključek gospod Žibret, se bo kakšna navihanja misel? No, sigurno. Mi vidimo prihodnost kristalno čiščo in nesvetajočo, tako da to je dejstvo, tega se, to si predvsem želimo. Zagotovo vidimo to regijo z največjim steklarskim razvojnim, izobraževalnim in proizvodnim centrom, ne v Evropi, ampak tudi v svetu. To je bilo zdaj malenkost utopično.
vseeno delno realno. Sigurno vidimo Rogaško oziroma širšo okolico na način, kot je predhodnik predstavil, se pravi z bogato turistično, rekreacijsko in ostalo ponudbo, kjer mislim, da je ključno, da se navežo na vse povezano, da se res povežejo vsi akteri, ki so v tem okolju in skupaj generirajo ne samo priložnosti za zapravljanje cepinčkov, ampak tudi priložnosti za ustvarjanje teh cepinčkov. Kaj pa za vas pomeni vstop Rogaškega EU? Pomeni, da nam ne bo več potrebno pridobivati na rok 2 let več kot 300 dovoljenj za zaposlitev. Samo to? Tudi, je čez mejo tudi nekaj vaše konkurence? Tudi čez mejo je nekaj naše, ampak ne neposredno.